Dneve odprtih vrat v Alpacemu organiziramo že vrsto let. Lani smo prvič prišli na neko idejo, da poleg klasičnih ogledov, da damo obiskovalcem še malo drugačno doživetje. Pripravili smo kup športnih aktivnosti, poskrbeli smo za dobro hrano in pijačo in predvsem nam je cilj, da se tukaj na našem dvorišču srečajo generacije. Danes so nas obiskali že učenci osnovne šole Kanal pa osnovne šole Deskle, bili so pa tudi pri nas že otroci iz vrtca. Letos izvajamo te dneve v tem formatu drugič in je pomembno, zdi se nam pomembno, da na ta način omogočimo ljudem, ki sicer nimajo stika z industrijskimi objekti, da vidijo, kako izgleda industrija in na drugi strani za nekatere tudi priložnost, da si pobližje ogledajo neko recimo okolje, kjer mogoče v bodoče lahko naredijo svojo kariero. Zlasti za mlade se mi zdi, da je to pomembno, da nimajo stika samo s knjigami ali pa preko šol ali pa preko nekih novih medijev, ampak da vidijo te stvari tudi v realnosti. Na drugi strani je pa sploh v tem formatu, ki ga imamo zdaj, odprt prostor, da se ljudje podružijo, da mi pridemo v stik z našimi gosti, z sosedi, z tudi bivšimi sodelavci, ki prihajajo na te dneve in da se pogovorimo. Ljudje lahko odprto vprašajo kakšne stvari, ki jih v kakšnih bolj formalnih formatih srečanj mogoče si ne bi upali ali pa ne bilo priložnosti za to. Ja, danes smo prišli na ta dan odprtih vrat in smo si tudi ogledali kamnolom, ki ga ponavadi gledamo z ceste in se vozimo mimo in vidimo, da neko kamenje drobijo tam. Mislim, da je zelo zanimivo, tudi kar se tiče šumna struktura kamnin in tako naprej, pa potek miniranja. Drugi del me je pa bolj fasciniral, bom rekel. Tukaj smo si potem pač ogledali, kakšen je pa živež v tem kamnolomu. In sem kar tako presenečen. Da sem bil povabljen k temu projektu snemanja in fotografiranja živali, ki živijo v kamnolomu. Sprva sem imel kar pomisleke, ker je to precej degradirano okolje in sem bil malo skeptičen do mojih rezultatov. Ko sem pa kasneje začel zahajati v kamnolom in pregledovati teren, kam bi postavljal kamere, kje so sledi, od katerih živali so sledi, pa moram reči, da sem bil kar navdušen in je to navdušenje raslo iz dneva v dan. Tako da sem na koncu komaj čakal, da grem v kamnolom in da doživim neko novo zgodbo, ker teh živali sem v enoletnem projektu, pa verjamem, da nisem vseh, ker so tudi majhne živali, naštel kar okrog 60. Naredili smo tudi eno tako zgibanko, eno tako brošuro, kjer smo te živali uvrstili po sklopih. Kar se tega tiče, je bilo res navdušenje veliko in tudi rezultat na koncu enoletnega projekta kar zadovoljiv. Ta dogodek obišče ogromno obiskovalcev in jaz verjamem, da bomo v naslednjem letu dogodek še nadgradili, tako da se nadejam še enega uspešnega dogodka. Mi smo veseli, da je tudi letos obisk velik in da je tudi vzdušje, vsemi, ki sem se pogovarjal, pač vidim, da je vzdušje pravo in so dogodek pohvalili, tako da mislim, da bomo tudi v bodoče organizirali take in podobne dogodke. Pravi užitek je videti toliko mladih v cementarni, ne samo mladih po telesu, ampak tudi mladih po duši. Se bomo vsi malo poigrali, pozabavali, zaužili dobro kulinariko, predvsem pa gojili dobre medsosedske odnose. Tako da, hvala vam za odziv in se vidimo naslednje leto.